Agata Trojar, Škofjeločanka, ki sedaj že skoraj 30 let živi na Zgornji Senici, je svojo prvo pesniško zbirko, ali kot pravi sama, katalog občutij z naslovom Jagode, izdala leta 1985. 6 let kasneje zbirko pesmi Jagode 2, leta 2015 Nekaj grižljajev lune, 3 leta kasneje Cvrčanje nad mestom in v začetku letošnjega leta Dotikanja z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanjem. Zbirka je bila natisnjena v samozaložbi s podporo kulturnega društva Sejalec umetnosti, katerega predsednica je. 6. zbirka pesmi, po čem je mogoče tokratna zbirka drugačna od prejšnjih? Pravzaprav ne vem, če je kaj drugačna, ker je Agata še zmeraj Agata. Je pa zanimivo to, da smo jo prvič naredili kakor izbor najboljših del vseh prejšnjih 5 in pa nekaj mini dotikov dodali. Kakšno je tisto merilo, da vi rečete, a to je pa sedaj tista ljuba meni, ki bo pristala v tej zbirki? Ja, iz tega naslova nikoli ne izbiram pesmi za mojo pesniško zbirko sama. To vedno naredi nek književnik, nek literat ali drug umetnik. Ker pesmi pravzaprav so še vedno moja koža, ki si jo na takih večerih obrnem kakor štumf na drugo stran. In tako se tudi počutiš takrat, ko bi želel, ker dajmo jim zbrati en dober komad. Saj meni ni noben boljši od prejšnjega, ampak mogoče samo kakšno čustvo bolj močno ta dan, ki izbiram, kakor prejšnji dan. Poseben pa je vzvod, da je do tokratne zbirke pesmi sploh prišlo. Nekoč zvoni telefon in tukaj Taja, a bi nekaj prosila, jaz bi moram za zaključno nalogo narediti, oblikovati knjižno delo, pa bi ona moje pesmi, sem bila seveda čisto navdušena, vsaka mladina naj frči, in potem smo se na hitrico zbrali pod vodstvom Marka Črtaliča, zdaj že pokojnega kulturnega delavca na Gorenjskem in Škofjeloškem, ki je naredil izbor iz vseh prejšnjih zbirk, kot sem že povedala, pa še nekaj novih pesmi, ki še niso bile objavljene. In pa gospa magistra Ana Porenta, ki je bila prijazna, da je povedala, kaj je še za izbor in kaj ne. Po analogni obliki zbirke pesmi, ki jo je kot maturitetno nalogo uredila, oblikovala in uredila Tadeja Špenko, se torej rojeva še njena digitalna oblika, kar je Agatina že običajna poteza. K sodelovanju tako pri podobi zbirk kot pri njenih predstavitvah namreč rada povabi različne ustvarjalce, da se na svoj način odzovejo na njene pesmi. Za tokratno predstavitev je ponovno k sodelovanju povabila glasbenika in umetniškega fotografa Lada Jakšo. Če izdam skrivnost, ravno danes, 17. maja, praznujeva 40. obletnico najinega prvega sodelovanja. Namreč leta 1983 sva prvič 17. maja sodelovala v Radovljici. Drugače pa z Ladotom sva na eni taki krasni, enaki valovni dolžini in veste, jaz sem tudi danes prvič videla to multivizijo. Midva se parkrat slišva po telefonu in potem kar veva, grejo valovi gor, gre glasba not, gre beseda in to je to. Pripravila sta literarno-glasbeno-vizualni dogodek, ki predstavlja prve korake digitalne oblike pesniške zbirke Multivizijo. Če bom prišla naslednjič na ta isti dogodek, da bom slišala prav isto glasbo ali pač ne? Torej njena poezija in te slikovni dialogi, ki sem jih skušal vzpostaviti z njo, so pač takšni, kot so, ampak odsev na njih, ne, je pa vedno drugačen. Če bi zdaj še enkrat midva to ponovila, bi gotovo
kakšne stvari bile podobne, ampak veliko bi bilo pa čisto drugačnih, bi se pa razpoloženja nekako zlila s tem, kar je želela ona v svoji poeziji povedati. In jaz fotografijo nekako to odslikati na en poseben način. Kako sicer nastajajo tale vaša dela? Kako poteka to sodelovanje od izbora pesmi, ki jih potem vi predstavite sedaj v sliki in pa v glasbi? Ja, ta knjiga je pravzaprav šla čisto po vrsti, ne? Ker je imela že sama neko tako vsebinsko dramaturgijo, da to sploh ni bilo težko, ne? In ta odločitev, da se prelivata enkrat živa glasba in slika, ki lahko tudi malo na glas, če ni besedila, drugič pa samo čisti glas, ne? To je nekako čisto naravno prišlo do tega, da sva, čeprav brez vaje, danes to izvedla. Poleg Neže Maurer, s katero sta pripravili kar nekaj lepih literarnih večerov, so njen pesniški glas v literarnih delavnicah pomagali izostriti tudi Lojze Kovačič, Miha Mohor in Aleš Štegar. Kasneje pa je bila tudi sama mentorica ali somentorica in vodja različnih literarnih skupin. Ja, jaz vidim, kako zna ona na videz te nam blizu stvari v življenju povedati na tak iskriv, nenavaden, poseben način, in na ta način tudi živi, ne, z globokim stikom z ljudmi in z naravo in pravzaprav v aktualnem trenutku tem, kar se zdaj v svetu dogaja, ne, pove to skozi svojo poezijo. Vem, da ste uglasbili že vsaj eno izmed njenih pesmi, to se spomnim že ulala let nazaj. Je ostalo pri tej eni pesmi ali je še kakšna? Jaz mislim, da marsikatere kličejo potem, tako da se bo to še zgodilo. Sva se že o tem pogovarjala. Agata Trojar je Uršuljanka iz leta 1997, dobitnica Male Prešernove plakete za literaturo leta 1999, dobitnica Jabolka kakovosti leta 2010 in prejemnica Zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije in plakete občine Medvode leta 2017.